Naše krajevne skupnosti. Dobrodošli na Čerešnjevcu. Med Pohorjem in Halozami leži vas z živahnim kulturnim utripom. Krajani z veseljem pripravljajo dogodke, s katerimi ohranjajo tradicijo in povezujejo skupnost. Spoznajmo jih skupaj. Ja, lepo pozdravljeni v naši krajevni skupnosti Čerešnjevec. Pozdravljam vas v imenu vseh krajank in krajanov. Bom rekel takole za začetek. Najbolj kulturno-športna krajevna skupnost, upam trditi, v občini Slovenska Bistrica. Za začetek mogoče samo nekaj suhoparnih podatkov, in sicer krajevna skupnost Čerešnjevec je velika 17,9 kvadratnega kilometra, približno cirka 1250 prebivalcev in pa seveda vključuje 7 vasi. 7 vasi: Lokanja vas, Vrhloga, Pretreš, Farovec, Brezje in pa Trnovec pri Slovenski Bistrici. V krajevni skupnosti Čerešnjevec deluje več aktivnih društev, ki pomembno soustvarjajo življenje kraja. Kulturno-umetniško društvo Štefan Romih s stoletno tradicijo ohranja kulturo in dediščino. Društvo upokojencev in društvo delovnih invalidov z dejavnostmi in srečanji krepita povezanost članov. Aktiv kmečkih žena že 3 desetletja skrbi za kulinarično in rokodelsko izročilo. Turistično društvo Pretreš prispeva k promociji kraja, lovska družina Čerešnjevec pa z več kot 60-letno zgodovino varuje naravo in divjad. Vaško perišče v Čerešnjevcu, urejeno v začetku 20. stoletja ob Studencu, je bilo nekdaj prostor za pranje perila in druženje vaščank. Danes, po obnovi, ohranja spomin na pomemben del skupne dediščine. V sklopu obnove tega vaškega perišča smo obnovili tudi oziroma postavili novo vaško pot, ki smo jo poimenovali po čerešnjevskih vodnjakov. Ta krajša pot je dolga 1400 metrov in ta najdaljša pot je dolga 3900 metrov. Torej gre za pot, kjer postavimo vse naše znamenitosti na tej poti, izpostavljam pa predvsem 40 vodnjakov, ki so bili včasih tukaj na Čerešnjevcu prisotni. Namreč, ko še ni bilo vodovoda, je imela vsaka hiša je imela svoj vodnjak. Seveda smo mi dali velik poudarek pomenu voda, varovanje voda in da se celotna ta zaščita teh naših vodnjakov prenaša iz roda v rod, predvsem tu mislim na mlajšo generacijo. Kulturno-umetniško društvo Štefan Romih ohranja bogato zgodovino, ki jo že celih 100 let vestno zapisujejo v društveno kroniko. Pomemben prispevek k ohranjanju lokalnega spomina je tudi knjiga Stoletja Čerešnjevca in njegove okolice, ki jo je zbral in uredil Mirko Munda, ter z njo zbral številne zgodbe, fotografije in pričevanja. Kulturni dom, ki že zdaj služi kot prostor srečevanj in prireditev, pa si v društvu želijo temeljito obnoviti ter ga tako še bolje prilagoditi sodobnim potrebam in nadaljevanju razvoja kulturne dejavnosti v kraju. Del bogate zgodovine Čerešnjevca zaznamujejo tudi ljudje, ki svojim delom ohranjajo spomin na preteklost. Nepogrešljiv del krajevne skupnosti je gospa Franska Rajh, ki je na Čerešnjevec prišla kot učiteljica. Kot dolgoletna aktivna članica kulturno-umetniškega društva je pomembno prispevala k ohranjanju kulturne dediščine, svoje znanje in ljubezen do zgodovine pa je vložila tudi v nastajanje knjige Stoletja Čerešnjevca in njegove okolice. Na Čerešnjevec sem sicer kot učiteljica prišla leta 1959 iz Laporja, ker sem moje delovno mesto prvo je bilo Leskovec v Halozah, potem pa Laporje pri. Bom rekla, da sem mogoče tista generacija učiteljev, ki so bili tako vzgojeni, da poleg
učenja učencev je tudi bilo naša osnovna naloga delo z krajani, z ljudmi, stik. Takrat smo določena delovna mesta dobili po dekretu, če veste, kaj je to. To je tak ukaz, kam bo šel. No, in tako sem prišla jaz na Črešnjevec. Bom povedala, da sem se pravzaprav že komaj nekaj mesecev vključila v dejavnosti kulture. Mogoče z te strani, ker jaz sem že prej režirala, pa tako naprej. Imela tudi tečaj režiserski. To je pač bilo tako, da si se skušal z ljudmi. Mi smo imeli tudi nalogo, da v določenem času spoznaš krajane, v katerem, torej vse, bom rekla, starše, katerih otrok si učil. Ne. Ob spoznavanju kraja in ljudi je kmalu postala pozorna tudi na bogato društveno življenje, ki je imelo v Črešnjevcu že takrat pomembno vlogo. Vsa ta društva so vključevali takrat, pravzaprav so mladino, ki si bil, mi smo bolj skrbeli za to, da se je šolska mladina skušala vključiti v dejavnosti, bom rekla, pevskega zbora, igranja in tako naprej. Nekaj let po mojem prihodu sem smo igrali pravzaprav po 3 igre na leto. To pa zaradi tega, ker so šolarji posebej igrali, potem mladina, takrat je bila sem tudi predsednik, mladina je tudi delovala, predsednik mladine, in še odrasla skupina Kuda. Tako da so dejavnost kulturna je bila na višku in mislim, da pozneje smo potem ustanovili krajevno skupnost. Takrat so delovali samo tako imenovani vaški odbori, ne, ki so delali po krajih, drugače pa pozneje so potem, menda 62. tam nekje, so ustanovili krajevno skupnost. Bila sem celo prvi tajnik, pa takrat so bila tajniška mesta zastonj. Kulturno-umetniško društvo Štefan Romih deluje že več kot 100 let in je eno najstarejših društev na tem območju. Skozi desetletja so člani pripravljali številne dramske igre, recitale, razstave in kulturne prireditve, s katerimi so bogatili dogajanje v kraju. Društvo z imenom častnega občana in pesnika Štefana Romiha povezuje različne generacije ter skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, domače besede in ustvarjalnosti. Jaz sem član pevskega zbora že 14 let, od 2011. leta. Trenutno sem tudi predsednik zbora in seveda na ta način pač imam določene funkcijo, zato sem tudi tu, da predstavim naš pevski zbor. Naš pevski zbor je mešan pevski zbor, trenutno šteje okrog 30 članov, kar seveda v teh letih, v teh 40 letih, koliko tale pevski zbor obstaja, seveda se je mnogo članov tudi zamenjalo, nažalost so nekateri tudi že umrli, ampak še vedno obstajamo in smo dobri. Jaz sem pa Mirka Repnik, sem predsednica dramske skupine Vsi prisotni. Dramska dejavnost je v naši krajevni skupnosti oziroma tudi tule širše, včasih je bil še Leskovec, Stari Lok, zelo, zelo dolgo že nazaj. Tam v naši kroniki je prvi zapis iz leta 1910 in potem je to z nihanji več ali manj, vse do danes je potekalo, pa tudi z rahlimi presledki, ko pač se ni nič dogajalo. Največ pa je bilo v času po drugi svetovni vojni. Takrat je pa bil pravi izbruh, ker so očitno ljudje to potrebovali. Sem Ivan Skledar, sem predsednik likovne sekcije Kud Štefan Romih Črešnjevec in mentor te sekcije. Sekcijo smo ustanovili pred 10 leti, lansko leto smo praznovali 10. obletnico. V začetku nas je bilo 6 članov, na to danes nas pa šteje 14 članov. Sodelujemo pa na večjih likovnih kolonijah, tako od Vurbega, Maribora, Dolenjske, Celja, Rogaške Slatine,
Slovenske Bistrice, Poskave. Potem pa malo si naredimo to srečanje in maja smo imeli tukaj likovno kolonijo, ker smo gostili 39 slikarjev. Krajani so nas popeljali po zgodovinskih poteh Čerešnjevca. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo na naslednjem sprehodu. Naše krajevne skupnosti.